Materino mleko je sigurno najboljša hrana za otroka. Vsebuje idealno ravnovesje hranilnih snovi, vsebuje vse tiste snovi, ki jih otrok rabi za rast, razvoj, vsebuje tudi protitelesa in druge sestavine, ki otroku pomagajo pri varovanju pred okužbo. Če mama ne doji, si lahko mleko izbrizgava. Tretja izbira je humano mleko iz mlečne banke in četrta je mlečna formula. Dojenje je enostavno, naravno, ampak danes zaradi toliko informacij, ki jih mamice dobijo tako zelo načrtovano in postavljeno v ene okvirje, to pa v praksi ne gre. Je pa zelo pomembno mogoče, da povem to, da ja, dojenje je prva izbira, ampak ni edina možnost prehranjevanja otroka in tukaj moramo biti zelo previdni. Kako bo otroka hranili starši, je njihova odločitev in jo moramo spoštovati. Zelo pomembno je, da če mamica otroka ne hrani s svojim mlekom, da ne dobi zaradi tega slabe vesti. Je pa zelo občutljiva tema, ne. In prav je, da se zavedamo, da je dojenje samo način prehranjevanja otroka in v življenju samo del materinske skrbi. Dojenje ne pozna časovne omejitve, je res hranjenje po želji otroka, ampak ker kljub vsemu na začetku rabimo ene smernice, bi lahko rekla, da mamica doji 8 do 12-krat na dan, da ni pomembno, kakšen je razmak med dojenji in da ni pomembno, koliko časa traja eno dojenje. Pomembno je, da mamica otroka prestavi takrat, ko kaže prve znake lakote, ko se začne prebujati, ko rokice potiska v usta, ko nežno godrnja. Takrat je najbolj idealen trenutek, da se pravilno prestavita. Zelo pomemben je položaj pri dojenju. Osnovno pravilo je trebušček na trebušček, da so otrokova usta pred bradavico široko odprta, da je ravna linija uho, rama, bok, nikoli ne sme biti ritka višje od glave. Pri dojenju mora biti spodnja ustnica obrnjena navzven, pa jeziček mora biti pod bradavico. Če je otrok razdražen, ga bomo res težko prestavili, takrat je treba otroka najprej pomiriti. Mamica mora opazovati sebe in mora opazovati otroka. To je v bistvu tista glavna stvar, ki jo mi moramo naučiti. Ker zelo različno dolgo traja in podoja, ne. Eni otročki se najejo v parih minutah, eni rabijo pa pol ure. In ko otrok preneha intenzivno požirati mleko, ko se umiri, ko že skoraj zaspi, ko spusti dojko, je dober znak, da smo bili uspešni. Podremo kupček, ponudimo še drugo stran, če bo hotel še malo dodatka, v redu, drugače pa ga pustimo, da spi. Ni pa omejitve, kdaj bo naslednjič jedel, a ne. Tudi mi se vedno enako ne nahranimo, a ne. In če bo želel čez pol ure, kar prestaviti. Je pa mogoče še dobro, da vemo, da obstajajo poskoki v rasti, takrat pa se bo otroček malo bolj pogosto dojil in če bo uspešno se tudi prisesal in podojil, je to čisto dober znak. Znak so pa ti poskoki rasti pri 2-3 tednih, potem pri 6 tednih, 3 in 6 mesecih. Takrat se par dni želi malo bolj intenzivno, malo večkrat dojiti. V poplavi teh informacij je prav, da mamica poišče strokovno pomoč. Sistem je v Sloveniji res dobro zastavljen, tako da prve informacije dobi že v ambulanti za vodenje nosečnosti, v šoli za starše. Porodnišnica je ustanova polna znanja, izkušenj, potem gre pa domov, patronažna služba, otroški dispanzerji, potem smo pa svetovalke za dojenje, IBCLC svetovalke. Lahko dobijo informacije tudi pri laičnih LALEČA-LIK svetovalkah. Obstajajo tudi skupine za pomoč pri dojenju
ali pa pokličejo mamice, ki so same dolgo dojile in so pripravljene deliti izkušnje.